En lep dober večer vsem, ki ste se zbrali in ki vas je današnja tema soočanje s trpljenjem in smrtjo pritegnila. Lepo pozdravljam tudi naše goste, s katerimi vam bomo probali razgrniti še kakšno tančico na temo trpljenja in smrti. Z nami so torej, če grem kar po vrsti, gospa Barbara Maurar, medicinska sestra. Gospod Janez Kržišnik, duhovnik v Vrhpolju. Zdravnica Piroška Virak. In pa sestra usmiljenka Antoneta Demaj, ki je hkrati tudi medicinska sestra. Zdaj pa dogodek bom povezovala Klara Levstek in zdaj bi pa prosila današnje goste, da vsak pove nekaj več o sebi, o svojem delu, kaj ga pri delu najbolj napolnjuje. Veliko vlog je, ki bi se lahko poistovetila z njimi, od tega, da sem hči, mama, žena, medicinska sestra. Najlažje pa živim sama s sabo, odkar se zavedam, da sem ljubljeni Božji otrok in da je moje življenje en velik dar, da ni samoumevno in da so vsi moji talenti tudi dar in da ne rabim z nobenim tekmovati. To mi je bilo pa eno tako olajšanje oziroma spoznanje, ki mi prinesel notranji mir, ki sem ga praktično zdaj iskala več kot 40 let. Tako da sem hvaležna Bogu za to. Janez Kržišnik, trenutno župnik v Vrhpolju. Mislim, da to je zadnje delo, ki ga opravljam na poti svojega življenja. Letošnji zlatomašnik tudi. Ko sem študiral in hotel in pred duhovniškim posvečenjem, sem imel že zmenjeno, da gre v misijone. Je bilo novomašno geslo: Bog hoče, da bi se vsi ljudje zveličali. Potem je pa tako šlo, kakor se temu reče, človek obrača, Bog obrne. Sem že diplomsko nalogo pisal o pastorali bolnikov, ostarelih in invalidov. Ko sem prišel za župnika v Čepovan, mi v dekaniji niso dali niti tiste naloge, da bi povezoval, da bi delo za misijone. So dali nekomu, ki nikoli ni bil nič povezan, niti z misijonskim krožkom in podobno. Sem dobil en tak malo po glavi. Potem je bilo toliko materialnega dela, da sem prepoznal, in če gremo v misijone, kaj drugega bom delal kot materialno delo, ker pomislimo na gospoda Danilota Lisjaka, ki je zaključil svojo življenjsko pot v prometni nesreči v letošnjem letu, ki je celo duhovniško misijonsko delo v tem delu. Poleg tega me je toliko izčrpavalo to delo materialno, da se na srečanju duhovniki v Gorici nisem upal niti oglasiti. Potem me je pa dekan povabil v tistem času, ko je umrl gospod Kos, kot bolniški duhovnik, da sem iz Čepovana hodil v šempetrsko bolnišnico 1 leto in pol. Potem sem šel za župnika v Knežak v času, ko je bilo velika evforija, ko je bilo res polne cerkve so bile, marsikje so že mislili že cerkve širiti, pa nekoč so že tudi jih. Po 11 letih pa sem prišel nazaj v Šempeter in prepoznaval tako delo v bolnici, ko sem od sobe do sobe obiskoval bolnike, kakor tudi recimo skupino Vire in luči, pa bratstvo bolnikov in invalidov že odprej, pa obiske starejših in bolnikov po družinah in podobno,
da me je dobesedno delo s to skupino ljudi veliko bolj nagovorilo in prepoznaval, da Bog hoče, da bi se vsi ljudje zveličali, da sem videl to prepoznavnost, ko sem se odločil za duhovništvo. Če postanem zdravnik, bom ljudi zdravil, pa bodo na koncu umrli. Če postanem duhovnik, bom po ljudi vodil v nebesa, da se je to nekje izpolnjevalo. Tako da zdaj po 50 letih duhovništva lahko mirno rečem, da prepoznavam, da me je Bog spremljal na tej poti od tiste mladostne želje, kako oznaniti evangelij svetu, do to, da Bog deluje po duhovniku, tako pri oznanjevanju, kot delitvi zakrmentov, v vsaki župniji, kjerkoli si, da izpolniš to, kar Bog od tebe pričakuje. Moje ime je Piroška Virak. Tako čudno ime imam, ni čudno, to je lepo ime. Imam zaradi tega, ker je moj oče bil Madžar. Študirala sem medicino in potem specializirala anesteziologijo. In naš naslov naše specializacije je najdaljši. Nimajo drugi tako dolgega naslova. Namreč smo specialisti anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne terapije. Zdaj, anestezijo razumete, kaj je to, ne? To. In potem reanimatologija, reanimacija je pa neko področje, kjer se veliko stvari in postopkov in zdravil, s katerimi se srečujemo pri anesteziji, uporablja pri reanimaciji. Tako da smo morali en del specializacije posvetiti reanimaciji oziroma reanimaciji. Potem ta zadnja stvarca, perioperativne intenzivne medicine, je pa tudi zanimiva. Mi smo tudi intenzivisti perioperativne. Perioperativne to pomeni, da vsi bolniki, ki so na tak ali pa drugačen način povezani z operacijo, pristanejo v naši, ne vsi, ampak tisti, ki rabijo intenzivno terapijo. To se pravi, vsi poškodovanci, karkoli ste hudo poškodovani, pristanete v naši intenzivni. In potem v naši intenzivni pripravljamo tudi paciente za operacijo, če je to potrebno, in jih tudi iz operacije sprejmemo, če je to potrebno, za nadaljno zdravljenje. Me razumete? Zaradi tega je tako dolg naslov, ma ni nič vse skupaj posebnega, ampak tako je. Zdaj boste pa tudi razumeli, zakaj se moja specializacija oziroma poklapa na nek način z paliativno oskrbo, o kateri bomo danes govorili. Se poklapa. Ne more se moja specializacija poklapati recimo s pipistrelom. Tu ne gre skupaj, ampak paliativna oskrba, tu pa nekako se vklapa. Boste že videli med predavanjem, med razgovorom. Poleg tega pa se na nek način tudi poklapa z evtanazijo. A veste, ker evtanazija uporablja zdravila in tudi postopke, ki so nam, anesteziologom, domači. Samo v drug namen in tudi malo na drug način. No, vmes sem se poročila, imela sem enega soproga, 2 otroka, 2 avtomobila in 1 hišo. Ampak vse tu ni teklo tako enostavno, kot sem zdaj naštela, je bilo bolj živo. No, vprašanje tudi je tako, kaj se ne vem več točno, kaj me osrečuje, kaj me poleg poklica še osrečuje. Osrečuje me narava. Ampak nisem pa nobene specialne veje, ki so povezane z naravo, gojila. Jaz sem tako. Z možem sva rada hodila v hribe, na sprehode, kolesarjenje, smučanje, s tem, da on ni maral smučati, no, tam je bilo malo tako. Potem izredno spoštujem dobre knjige
izredno spoštujem dobre knjige. In včasih se tudi odločim, da kakšno področje bolj natančno predelam. In recimo zdaj se je zgodilo, da me je ena od prijateljic prosila, je rekla, pripravi nekaj o paliativni oskrbi. In jaz sem začela in sem padla v to kolesje. Ja, še sestra Antoneta. Ja, kako ste že predstavili, sem sestra Antoneta Demaj. Hkrati sem tudi sestra usmiljenka, pripadam pač družbi Hčera krščanske ljubezni, kako pač ljudi nas kliče usmiljenke sestre. Drugače pač prihajam iz Kosova in sem že 17 let v Sloveniji, ampak vseeno pa naredim pač napake, tako da že vnaprej se opravičim za kakšno nepravilno pač izražanje slovenščine. Trenutno kaj delam, pač sem zaposlena v bolnici, tukaj Šentpeterski, delam na oddelek hemodialize in tam že se srečujem vsak dan z ljudmi, ki nosijo vsak dan križ bolezni in med službo nisem poklicana samo, da nudim strokovno pomoč, ampak tudi toplino pač srca. Poleg službe pač se ukvarjam tudi z drugimi rečmi, veliko delamo pač ne sama kot jaz Antoneta, ampak kot skupnost, drugače živimo pač v Mirnskem gradu, z ubogimi, z ostarelimi, osamljeni, najbolj pač priseljencimi in pri tem pač imajo sreče, pač znam albansko, ker večina je tudi od dol in pomagam pač priti do njihove pravice v naši državi, prevajam, urejam zdravstvene dokumente, pač dokumente prebivanje in vse druge reči. Ko sem bila pač kot otrok, ponavadi nas vpraša, ko boš velika, kaj boš, in vedno sem imela 4 želje. Prva je bila, da želim biti policajka, druga igralka, medicinska sestra in redovnica. Potem, ko sem videla naše sestre usmiljenke v naši župniji, da pač delajo tam in takoj mi je začelo en ogenj tako v duhovnem življenju, ker sem rekla, aha, tukaj nekaj bo. In sem začela že po 4. razredu že hoditi vsak dan k maši in se pomagati sestram. In potem sem videla, da lahko tukaj združujem pač eno poklicanost, vse moje 4 otroške želje. Torej sem želela biti policajka, ker mi je všeč modra uniforma, red in pravica, pač pravičnost. Druga potem medicinska sestra, ker delo z bolniki veliko mi pač globoko duhovno mi pomeni. Redovnica, ker najbolj sem srečna, ko pomagam drugim, ker ni sreča v tem, da imamo vse, ampak takrat, ko damo, razdajemo pač vse. In to naredim največjim veseljem in to najbolj me usrečuje. Potem igralka, sem Bogu hvaležna do neskončnosti, ker mi je obogatil pač z različnimi zdarovi in to uporabljam vsak dan pri bolniki, pri ubogi, doma, posod, kamor se srečujem z ljudmi. Tako da eno poklicanost imam vse otroške želje. Kaj pa sem delala prej? Drugače pač kot otrok, malo sem študirala na Kosovo, potem razen te naše postopke, postulati, noviciat in vse, da postaneš pač nuna, v naši družbi pač izpolnimo pravila. Nato potem sem delala v intenzivnem oddelku v Albaniji, tam v bolnici. Nato sem tudi večkrat obiskovala različne tečaje, kar precej v Tirani za paliativo in sem delala tudi 2 leti v paliativi, ampak po domovi, to ni bilo pokrito strani države, ampak to je organizirala in pokrila finančno vse pač Caritas in tam tudi sem delala. In vsakem bolniku, vsakem ubogi, vsakem, ki trpi, pač se trudim in res prepoznam pač obličje ne le trpečega Kristusa, ampak tudi ostalega.
Ja, najlepša hvala. Mislim, da smo vsi zaznali, kako bogato življenje in polno življenje živite, ampak del življenja je tudi trpljenje. In s tem ste se zagotovo vsi srečali tako s svojim trpljenjem in pa preko bližnjih, preko vašega dela. Trpljenja se danes bojimo, občutek imam, da še bolj kot v preteklosti in bežimo od njega. Tudi se nam ne zdi marsikdaj pravično in marsikdaj slišimo izjavo, če bi Bog obstajal, ne bi dopuščal takšnega trpljenja. Gospod Janez, mogoče kako vi gledate na trpljenje? Ko sem bil še župnik v Knežaku, sem obiskal seminar Hospic. In eno od tem je bilo tudi bolečina, trpljenje in podobno. In sem se čudil, kako so veliko mlajše, tudi medicinske sestre in podobno, povedali, koliko izkušenj že imajo na tem področju. Jaz sem takrat vedel zase samo to, da če te zob boli, vzameš en tableto, pa je, da ne smem, da tudi en štampa ne nuca. In takrat vem, da sem šel na turno smučanje na Skrederce dol in sem skozi gozd, ki je bil že mehk sneg, vozil po hazi. Mir je bolje šlo, se nisi mogel nič zaviti in podobno. Tudi če padem, kaj. In sem tudi padel, ne, in sem rebro zlomil ob hrbtenici. In tam čas sem rabil, da sem vstal, smučke na rame in šel v dolino. Dva gospoda sta bila z mano, sta bila že v dolini pred mano. Potem, ko sem prišel bolj na ravnino, sem se zopet šel na smučke, sem rekel, zakaj bi jih nosil. In na koncu ceste je bila tista zapora, pa sem se spustil spodaj in sem obležal skoraj nezavesten. Potem, ko sem malo prišel k sebi, sem pustil smučke tam, sem šel naprej kot staršek. In naslednjikrat, ko sem prišel na to srečanje Hospica, sem pa povedal, da tudi jaz izkušnja, kaj pomeni bolečina in podobno. Tako je bilo to moje prvo soočanje z bolečino. Vendar na tem seminarju sem jaz dobil nekaj tako lepo sporočilo, ki sem ga dostikrat posredoval, da danes je medicina tako napredna, da ni treba, da človek trpi preko možnosti, da blažijo bolečino in podobno. Z tega vidika sem jaz prepričan, da je na tem področju poskrbljeno za nas vse. Ob obiskih bolnikov, starejših, tudi ob spremljanju recimo rakave bolnice imam pred sabo, od tistega, ko je izvedela, da ima raka, do tistega šoka, upora, boja za življenje, do sprejemanja, ko me je prosila, Gospod, prineste mi sveto obhilo, kadar le morete. Ob tem sem doživel izjemno izkušnjo poti zorenja in prav to sprejemanje sem tudi sam doživel, ko sem se drugič polomil v Kranjski Gori ob novih smučkah, Karo in Kanisa prijele tistem ledu, pa sem šel še enkrat pred tekmovanjem, ko smo imeli duhovniki vsako leto v veleslalomu. In sem res pritisnil robnike in te stvari in sem naredil en salto mortale in sem zdrobil ključnico 5 komadov in sem bil potem tudi operiran v Šempetru, čeprav sem se v Kranjski Gori ponesrečil. In tisti dan sem po maši, sreda je bila, prosil župnika za bolniško maziljenje. Malo spovedi sem šel prav po bolniško maziljenje. In v tistem trenutku, ko sem prijel bolniško maziljenje, sem tu čutil, sprejemam.
In o tem sem toliko premišljeval, tudi pisal razmišljanje in podobno, da sem prepoznal, da mi je bolniško maziljenje dalo tako močno oporo pri okrevanju, da tudi bolniško maziljenje z velikim zaupanjem ponudim bolnikom, različnim, kakorkoli, tudi rizičnim nosečnostim in podobno, verjamem, da je to zakrament za zdravje in podobno. In da zaključim samo ta misel, samo v tem smislu, spremljanje duhovnika je z mojega vidika izjemnega pomena. Se spomnim, ko sem zvečer po maši šel še v bolnico, pa so mi rekli, sestre, gospod, danes bomo pa lahko po noči spale. Sem rekel, zakaj? Saj ste vse objeskal, zdaj bodo vse spale, ne. Tako sem rekel, hvala Bogu, da sem vsem njim olajšal kakšno noč, ne, in podobno. In konec koncev umiri, resnici človek spravljen z Bogom, z ljudmi, samim seboj, resnici doživlja tudi bolezen, tudi umiranje, čisto drugače. Konec koncev sem prepoznal, da upanje zadnje umre. Ko sem bil pri umirajočem, ugotovil sem tudi to, da pred smrtjo popustijo nekje bolečine. Človek upa, da se zdravje izboljšuje. In tako tudi ob zakramentih sem prepoznal, da se umiri njegova duša in tudi lažje odide z tega sveta. Hvala. Doktor Piroška, mogoče bi nam pa vi zdaj malo osvetlili, kakšno telesno trpljenje je pogosto povezano s hudimi oziroma neozdravljivimi boleznimi in s čim se razpolaga sodobna medicina, da lajša telesno trpljenje? Samo telesnega trpljenja ne moramo lajšati. Zato, ker trpljenje ni samo telesno. Zato ga ne moramo. Trpljenje je zmeri, namreč mi smo tako narejeni, tako pač je. To vemo, kar bom zdaj povedala. Lahko je še kaj drugega zadaj, pa ne vemo za to. Mi smo fiziološka bitja, fizika, fiziološko telo, potem smo duhovna, potem smo psihološka, psiha in pa socialna. In vse to troje smo mi. Smo mi. In človek je nedeljiva celota mnogih razsežnosti. Zdaj sem jaz naštela 4 razsežnosti, lahko je še kaj drugega, pa ne vemo še zdaj. To se pravi, človek je nedeljiva celota mnogih razsežnosti, ki se izraža tudi pri doživljanju bolečine. Zdaj, pri kakšnih takih banalnih bolečinah, tudi recimo pri zobobolu, pač takoj, ko te začneš škrabati, vzameš tableto proti bolečinam in se naročiš pri zobozdravniku, ki te pa naroči čez 4 mesece in pol moraš iti v lekarno po 4 škatle tablet proti bolečinam. To je pomembno. In zdaj bi vam pa povedala en primer, ki se mi je, vse primere, ki jih bom povedala, so resnični, nič ni izmišljenega. In sicer primer, kjer je trpljenje in Bog. Nekaj podobnega, kot je gospod govoril, samo jaz sem na svoj način tisto doživljala. Pred 50 leti, ko sem še specializirala v Ljubljani, sem bila tudi v operacijski, kjer so operirali dojenčke na srcu. In zdaj tisti dojenček, veste, tak je, tako je. In tistemu bogemu revežu, ki ni bil prav zelo živahen, ker je bil hudo bolan na srcu in ga je bilo treba operirati, če ne bi umrl, smo približno 1 uro, če ne več, prej ga pripravljali za operacijo. In tam je bila profesorica, ki bo potem vodila narkozo, in 3 specializantke, ki smo se učile. In potem profesorica, veste, precej dela je s tistim otročkom, si sploh ne morete predstavljati, kako je to.
No, in potem profesorca reče, če bi bil Bog, ne bi ta otrok tako trpel. In one dve kolegice sta obje globoko prikimale, jaz sem bila pa tiho. Če se bi mi danes to zgodilo, se bi oglasila, ampak takrat se nisem. A ne? In me je prešinilo. To je čisto človeško razmišljanje. Če bi bil Bog, to se ne bi dogajalo. Jaz sem si pa takrat postavila vprašanje, če je pa kljub temu, da obstaja tako trpljenje, Bog, kaj pa potem? In to vprašanje me ves čas spremlja. Se ni ugasnilo, še zmeraj bolj živo je. In potem sem slučajno prebrala, kako je rekel Bonhoeffer, to je bil en protestantski duhovnik, ki je umrl oziroma je bil ubit med drugo svetovno vojno in je rekel, samo trpeči Bog pomaga. Zdaj vam nisem nič povedala, ampak sem vam dala dve stvari za razmišljanje. Vedeti pa moramo, veste, to, da na bolečino vplivajo vse 4 stvari, ki sem jih zdaj malo prej omenila, a ne, fizika, psiha, duh in sociala, to je res. Recimo, vam bom povedala en primer, ki se je zgodil pred davnimi leti v bolnici Pavla. To je bila ena bolnišnica, ki jo vodila zdravnica Pavla na Vojskem. Ne? In tam v tisti bolnišnici jim je zmanjkalo tablet proti bolečinam. In tiste tablete so rekli, da jim bodo kurirji prinesli iz Trsta. In vsi ranjenci, ki je bilo res hudo, so čakali na tiste tablete in čakali in končno pride ena škatla. Ampak zdravnica, ko je odprla tisto škatlo, ni videla noter niso bile tablete proti bolečinam, ampak C-vitamin. Takrat je bilo moderno v Trstu piti C-vitamin in pa so oni tisto zbrali in poslali, po kakšni logiki ne razumem, ampak tako se je zgodilo. In zdaj, zdravnica, kaj bo naredila? Povedala ranjencem, da nima tablet proti bolečinam, ki so jih tako čakali. Ne, je bila tiho in je rekla, zdaj je večer in bomo zbrali 4 ranjence, katerim bom dala tableto proti bolečinam, da bodo kolikor toliko sodobno spali. In res so zbrali 4 ranjence in zdaj to je pa moje fantaziranje. In jaz vidim, kako so jim tiste tablete izročili, tako kot da bi gospod duhovnik dal hostijo. Jaz to prav vidim, ne? Pa to je zdaj moje fantaziranje. No in so dobili 4 tablete in kaj se je zgodilo? Vsi so spali. A zdaj vidite, kako je tu psihološko in duhovno povezano. A ne? Pa tu niso bili ranci kar tako, to so bile konkretne stvari. Potem ena stvar je bila, rečemo, jaz sem delala nekaj let, 2 leti in pol ali pa 3, v Ajdovščini, v splošni ambulanti in potem enkrat sem morala iti nadomeščati dr. Žužka, on je imel pa tole, kako se je že reklo, tole delavsko ambulanto, a ne? In je prišel en gospod, Albanc je prišel in je jamral in stokal, kako ga strašno boli želodec. Jaz sem si mislila, to je treba takoj rešilca in v Šempeter, da bi vsaj imeli operacijsko v ambulanti, sem si mislila, ker to je bilo tako hudo. Ampak potem vseeno sem presodila, da ni res tako hudo. In nazadnje sem prišla do zaključka, da pač ti ljudje, Zidgradovci, ki so tukaj delali, a ne, se tu veste, izhajajo iz druge kulture in drugače oni sprejemajo bolečino in jo tudi razlagajo. Veste, drugače. Problem bi bil, pa tudi, ko smo dajali narkoze,
tem iz teh bolj južnih krajev, a ne, je teklo malo drugače. In se nam je včasih tudi malo zakompliciralo, tako da so nas sestre malo okarale, kaj pa zdaj delate s temi pacienti, zakaj se tako zbujajo, zakaj ne zaspijo, oziroma zakaj ne morete začeti prav z narkozo. In pa smo rekli samo jug. In pa so rekle, v redu. Samo problem bi bil tudi, če bi šli mi na jug se operirati, z nami bi imeli tudi probleme, ker izhajamo iz čist druge kulture in drugačnega sprejemanja bolečine. Razumete zdaj to? Zidgrad, bolnica Pavla. Dobro, no. A vas mogoče lahko samo še eno stvar vprašam v povezavi s temi sredstvi, ki lajšajo bolečine. Včasih slišimo koga, ki reče, sej to zadrogira človeka, ne, tudi v primeru lajšanja bolečin. Kaj bi mu vi rekli? Bi rekla, da to ni res. Prav po statističnih podatkih, ki jih daje Evropska direkcija zdaj sem pozabila, za paliativno oskrbo, ne vem, nekaj takega, v Sloveniji porabimo zelo malo zdravil proti bolečinam. Najboljše mislim, da gre številke tudi čez 8-krat manj, še več, ne vem. No, se ni važno. Skratka, zelo malo. Ja. Zdaj, najboljše zdravilo proti bolečinam je pa morfij. To je najboljše. Zdaj, formula morfija je prepoznana, se jo pozna in potem se sintetično izdeluje razna zdravila, ki so podobna morfiju in teh jih je cela rajšta. A ne? Zdaj, tu vemo, da je pač morfinska zdravila lahko povzročijo tudi zasvojenost, tu vemo, ampak dokler se jih uporablja proti bolečinam in samo zato, do tega ne bo prišlo. Morate pa, zdaj bom rekla tako vi, a ne, kar ni prav, vi pacienti morate s spoštovanjem in razumevanjem vzeti to zdravilo in upoštevati navodila, ki se jih vam da. Ne pa, daj me danes več boli, vzel 3 tablete, jutri me nič ne boli, da bom vzel nobe. Tu ne gre tako. In zdravila proti bolečinam je treba tudi vzeti pravočasno, preden se bolečina močno razbohti, ker potem nobena stvar ne prime več tako, kot si bi želeli. Ne, jaz pa trpim, bom trpel in pol, kadar bo prav sila, bom vzel tableto, ne vem kaj, ne tega početi. Res pa je, zdaj da me ne boste napačno razumeli, ko mi odrežemo ali pa zmanjšamo bolečino, moramo vedeti tu, da lahko s tem prekrijemo tudi neke konkretne težave, ki se v našem telesu dogajajo. Zaradi tega moramo biti res v povezavi z zdravnikom pri jemanju posebno morfinskih zdravil. Ste me razumeli? Dobro. Kar mirno vzamete, se tako v Sloveniji premalo. Zdaj smo popijemo. Že malo dotaknili paliativne oskrbe in gospa Barbara, vi imate tudi s tem izkušnje in bi vas prosila, da nam malo pojasnite, kdo vse je v paliativnem timu, na katerih ravneh poteka paliativa. Meni je bilo zmeraj zanimivo, ker sem delala eno obdobje tudi v mobilnem paliativnem timu in smo dobili kakšno napotnico za pacienta in potem mi smo imeli navado, da smo vsak teden, lahko tudi bolj pogosto, odvisno od stanja zdravstvenega, kaj je bil, klicali te ljudi na doma. Ne? In potem, ko smo dobili kakšnega novega, je rekel, ja, kdo je vam pa dal to napotnico? Saj jaz nič ne vem o tem. Jaz tega še ne rabim, jaz sem še dober, jaz hodim v krog, pa po trgovinah, nič me ne boli, nič mi ne fali, vas bom poklical, kaj bo kaj resnega, ne? Tako da vam polagam na srce, jaz se dostikrat hecam, da v paliativno oskrbo smo vsi stopili z datumom, ko smo se rodili, ker življenje je v bistvu smrtna bolezen, ne? Tako da
problem je, ker so res, a ne, ko ljudje dojamemo, da rabimo paliativno oskrbo, je ponavadi čas, da pokličete župnika. A ne? Ker ta zadnjih 5 minut se kaj dost stvari ne da narediti. A ne? Ker paliativna oskrba je tudi spremljanje, pripravljanje, lajšanje in tako, kad je zdravnica Piroška lepo rekla, a ne, se vse stvari dogajajo na vsaj 4 nivojih in zato, da se ti pripraviš, rabiš en čas, a ne. In vsi bi radi to odlašali, tako kot je moja prijateljica lepo rekla, dokler se da, pa se bomo s tem ukvarjali, ko bomo imeli resne probleme, a ne. Ampak takrat, ko je ponavadi resen problem, tisti, ki kdaj ima težave, ve, da takrat še molt ne moreš, a ne. Tako da molt moraš prej, ker pol, ko gre za nohte, je boljše, da imaš soseda, ki mol zate, kakor ti, ki ne boš mogel, a ne. Tako da v mobilnem paliativnem timu je v bistvu cel spekter strokovnjakov, od zdravnikov do medicinskih sester, psihologov, duhovnikov, prostovoljcev, lahko bi bil fizioterapevt, delovni terapevt, v bistvu čim več ljudi, a ne. Ker glede na vse 4 nivoje, kjer se lahko pojavijo problemi, lahko nastanejo razne težave, ki jih pa ne vlada en sam človek, a ne. Zato je fajn, da je to timsko delo, da je to neko sodelovanje. Vsak nekaj ve, lahko svetuješ, lahko predaš številko na koga drugega. Tako da je pa, ne vem, meni skozi gre, ko prihajam iz tega vaškega okolja in jaz se spomnim, kako so, mi smo vsem mamam smo rekli stara mama, pa je bila naša ali pa ne, a ne. Smo pol po hišah, smo jih poimenovali, a ne. Sosedova mama je bila, ne vem, Egertova mama, pa Kajžlerova mama, vse so bile mame, a ne. Ampak imam tako živo v glavi, pa še ni toliko dolgo časa nazaj, kaj je to bilo, da so recimo bile to žene, ki so mi bile skozi stare, ker so skozi enak izgledale, tiste rute so imele na glavo pa one predpasnike in prvo so delale na polju, ker niso več mogle delati na polju, so nas otroke malo gledale tam iz kakšne klopce, potem so bile noč za šporge tam, ker niso več mogle ven, pol so se ulegle v poslo in so umrle in ni bilo nobene hude drame. Jaz se nič ne spomnim, da bi kdaj prišel kakšen rešilc, duhovnik pa zdravnik sta lahko prišla recimo ta zadnje dneve, ma ni bilo debate, ali bo kdo kam šel ali ne, a ne. In to mi je bilo tako lepo, ker je v bistvu bilo samoumevno, da je bila celo življenje doma in bo tam doma tudi ostala, a ne. Tako da ljudje imamo različno veliko časa v svoji peščeni uri tega peska in ne odlašati do ta zadnjega zrna, ki bo padel dol, ker pol, kaj sila, je prehuda sila, no. Tako da. Hvala. Ja, Če mi dovolite kar nekaj dopolnite. dodam tukaj, pač je bilo vprašanje tudi, kako pač pristopamo s tem, se je treba, mi dovolite. A. V bistvu vedno, ko pacient pač ve pač bolezen, da je neozdravljiva, potem kliče pač pacienta, svojce in celi tim in potem pač naredijo načrt, zdravljenje simptome in vse in tako potem spremljamo do smrti. Ampak ne smemo nikoli pozabiti, pacienta brez svojce ne moremo nič, ker v bistvu v eni fazi svojci nas pač rabijo nas bolj kot sam pacient. Tako da ne smemo ločiti. In nekateri ljudi, kako ste rekli, da kličejo potem dežurnega gospoda, tako da mislijo takoj, ko je paliativa, je že smrt in takoj mislijo, pač mazilje in tako. In ne more odločiti paliativo in terminalna faza. To dve mešajo. Paliativa lahko živiš ne vem koliko let, terminalna faza pa je pač zadnja faza, ko rabimo tudi dežurnega duhovnika. V naši bolnici. Bi še kaj vi dopolnili, dežurni duhovnik? Ja. Včasih so res rekli, da so zamenjali olje ta zadnjič, poslednje olje, ne. Samo jaz vem, tako je rekel škof Jurij, je rekel, umreti je zmeraj cajt. In jaz v vsem duhovniškem delu sem prepoznaval duhovno spremljanje kot izjemno oporo tudi življenju. Da bolnike, starejše, ki jih obiskujem, zelo dolgo živijo.
Tako da sem se letos moral prav veseliti, ne, ker skoraj konc koledarskega leta, pa snemal samo eno smrt v župniji. Po drugi strani pa tudi recimo to duhovno spremljanje pomeni, da nekoga spremljaš že kot človeka, ta človeški pristop, in če ga na ta način spremljaš, te bo sprejel tudi kot duhovnika. Jaz imam tako navado, da po 80 letu starosti vse obiskujem in za tiste, ki vem, da so bolni. In malo kakšen mi umr je brez sakramentov. Tisti poslednji dežurni sem podoživel v Šempetru, ko so me videli srečali eni s kolarjem v bolnici, se imam zdaj tudi, ja. Gospod je kaj umrl? Jaz rekel, ko bo kaj umrl, bo prišla komunala. Tako da čisto, ja. Zdaj po Zlati maši, ko vidim, da je te duhovne oskrbe v bolnici premalo, sem se ponudil, pa sem se zmenil z Jezusom tako, da bom hodil vsak ponedeljek popoldne od sobe do sobe, tiste 3 ure, ko v ponedeljkih nimam nauka, dokler mi bo dal Jezus zdravje in moči. In recimo konkretno prejšnji ponedeljek sem slučajno preštel hostije, preko sem šel na pot, je bilo 40 hostij, pa sem do zadnje porabil vse v 3 urah in pol. Gledam, ves čas sem doživljal, ne samo zdaj v teh 2 mesecih, ampak tudi prej, kako pomembno je to delo. In približno 10 ur sem na teden, ko sem bil župnik v Šempetru, posvetil obiskom bolnikov. In različne so bile situacije, res različne. Recimo na primer, kaj pomeni taka duhovna oskrba. Enkrat edinkrat sem tako naredil v 14 letih, ko sem bil tam. Ko so me zjutraj ob 6 klicali, da je nekdo slab, da umira in da domači želijo, da bi prijel bolniško maziljenje. Pa sem šel na pult sestram, pa sem rekel, še kakšen, ki me rabi? Ja, je rekla, gospod, marsikajšen bi rabil, sem ne vem, če želi. Bom poprašal, pa me res pošljejo na sobo. V tej sobi ste bile 2 bolnici, eno sem že poznal, ki je bila invalidka iz Šempetra, jo vprašam, če bi želela svetopokojilo. Ja, je rekla, z veseljem. Ta druga gospa je rekla, gospod, jaz sem krščena in še to na skrivaj. Ko sem pa hodila k babici, se pravi, ni bila klasična Primorka, me pa naučila ne molitve, ki sem jih pa vse življenje molila. Pa sem rekel, gospa, če ste prijela bolniško maziljenje, če ste prijela krst, lahko prejmete tudi bolniško maziljenje. Ona me je začela pripovedovati svojo življenjsko zgodbo, ne da bi je karkoli vprašal. Jaz sem jo poslušal in ko je končala, sem si mislil, ni čudno, pri 50 letih je umirala od raka. Sem rekel, gospa, ki bi želela prijeti Božje odpuščanje, ki mi mora Bog odpustiti grehe, pravi. Jaz sem tako zaslutil, kakor da bi poznala evangelij, ki tudi poznamo te besede. Pa je spodbudim za upanju. Sva skupaj molila kesanje, dal sem jo odvezo, podaril bolniško maziljenje. Pa sem pa rekel, gospa, gledajte, če ste prijela Božje odpuščanje, lahko prejmete tudi sveto obhajilo. Za vas bo prvo obhajilo, morda edino, ampak boljše enkrat kot nikoli. Sprijela tudi sveto obhajilo, dal mi podobstvo, da vse zakramente sprijela. In potem pravi, gospod, jaz sem danes najbolj srečen človek na tem svetu. Ko sem pa potem zvedel, da je ena katehistinja, ki je bila njena soseda, je obiskovala, pa rekla, nisem vedela, kako ji biti pomoč, je delala za njo 9-dnevnico in da je bil to 9. dan njene 9-dnevnice, sem pa še bolj razumel, kako Bog deluje. To sem resnici prepoznaval, v resnici duhovno oskrbo, kako resnici duhovnik in zakramenti, ki jih on deli, je tisto, kar je izjemnega pomena. Prej sem slišal Kristusa, ne? V Kristusovem odrešenju
prepoznavamo smisel trpljenja. Ko sem delal duhovne vaje na Sveti Gori pred duhovniškim posvečenjem, je v tisti samostanski kapeli so 3 križi, na sredi je večna lučka za srce, krona in čez celo piše veruj v smisel trpljenja. Jaz vem, da sem to zapisal v svoj notes ali zvezek, ki sem takrat kakšno misel zapisal. In kolikokrat sem prepoznal, da Jezus ni filozofsko odgovoril na vprašanje o smislu trpljenja, ampak da je trpljenje sprejel in da je s trpljenjem, ko je daroval svoje življenje za nas, nas odrešil. In da preko Kalvarije gremo vsi in tako pridemo v velikonočno jutro in je odprl vrata v večno življenje. Res, Kristus je zadnji odgovor Božjega razodetja v smislu trpljenja, ker smo ustvarjeni za nemeljivo življenje, ne za smrt. Zaradi greha je prišla smrt na svet. Po Kristusu odrešenju nam se odpira vrata v večno življenje. In ko sem o tem razmišljal zadnje čase, veliko, sem prvič prepoznal najglobljo resnico prav v tem, ne glede ali človek veruje ali ne, vidi smisel življenja v tem, da dela dobro. Potem sem prepoznal v vseh verah, da v veri v Boga je vedno povezana tudi vera v posmrtno življenje. In tako resnici prepoznavam, da življenje, ki ga živimo, ni cilj smrt, čeprav je edina gotova stvar na poti našega življenja, ampak večno življenje. Da je večno življenje tisto, ki ga moramo doseči, drugače nismo življenje izpolnili. Kje je Bog, da ne vidi trpljenja, sem slišal prej. Brat Jurij Štravs, ki je voditelj slovenske vere in luči, je enkrat izrazil čudovito misel. Ne morem si zamisliti, da bi Bog nekaj ustvaril, nekoga ustvaril, da bi se mu to nekaj ponesrečilo ali da nima nekega smisla. Tako da resnici vsako življenje je v Božjem načrtu. In kolikokrat sem prepoznal preko otrok s posebnimi potrebami, z njimi se ukvarjam že s temi skupinami preko 30 let, resnici prepoznavam, kako jim je Bog tem otrokom blizu. In preko njih lahko tudi mi globlje prepoznavamo svoje življenje. Potem o tisti bolnici Pavli sem slišal enkrat na lepo zgodbo, kako je nekdo šel še z ladjo v sveto deželo. In mu je eden prosil, da naj prinese košček križa, od Jezusovega križa. In o vsem njegovem dogajanju, kar se je dogajalo v deželi, se je vračal nazaj brez tistega koščka križa. In kaj je naredil? Z nožčem je odrezal malo ladje, s katero je potoval in tisto prinesel in tisti človek je ozdravil. On je verjel, da je to Kristusov križ. To ni sleparija, ampak njegova vera mu je dala zdravje. V tem smislu resnici prepoznavam življenje v tem smislu kot presežno, ki ga kot duhovnik, kot kristjan, kot vernik vedno rad pokažem tudi ljudem. Ker imam maše v domu, v pristanu, so te maše tako lepe. Bom povem, pri vsaki maši, v vsaki Božji besedi vidim kakšno spodbudo, da jim kažem gor. In ti ljudje, ki prihajajo k tem mašam, so resnično srečni, veseli, ko doživljajo. In marsikdo mi je že rekel, da so najlepša leta oziroma obdobje njihovega življenja, zdaj, ko so v domu, v pristanu, ampak zaradi maše, zaradi te duhovnega spremljanja. Že prej ste omenili, sestra Antoneta, da svojce, da je treba tudi s svojci se pogovoriti, oziroma doktor Piroška ste omenili to socialno dimenzijo človeka.
Ampak, ko dobi pač bolnik diagnozo, ki neozdravljive bolezni, verjetno je težko o tem se pogovarjati, odvisno spet od človeka do človeka, eni lažje, eni ne. In tale nelagodje obstaja na obeh straneh marsikdaj, pri bolniku in pri svojcih, pa da ga ne bom prizadel, ne bom nič omenil, nič spregovoril. Kako vi poskušate te bariere reševati, da se odnosi nekako sprostijo in da se pripravi ta obe strani na smrt? Aha. Torej, v bistvu tale pač pogovor o smrti, ne morem reči, da računamo, bomo drug teden, bomo jutri zvečer, ko nas bo več, bomo se pripravili vsi in bomo pač načrtovali, kdo kaj bo rekel, to ne gre. Pač pogovor o smrti in priprava na smrt je pač en proces. Tega pač moramo se zavedati. In ne moramo reči, za njo bomo tako, za njo tako. Vsak človek je edini in pri vsakemu moramo se prilagoditi način in čas in vse. Tako da pacient doživlja, nikoli nobeden, skoraj ne vemo kaj, kako doživlja. Približno vemo, ampak točno pa vse ne. Torej, mi moramo biti pozorni v tem času, ko pacient pa čakamo, kdaj bo začel govoriti o smrti, moramo dati čas in to moramo biti pozorni, ko pacienti so že pripravljeni, da lahko začnejo pač govoriti o tem. Ne bojo direkt rekli, zdaj lahko govorim o smrti. Ampak moramo biti, pač pogledati verbalna in neverbalna komunikacija. On bo rekel zdaj na pamet, pač govorim, kaj lahko ne reče in kaj sem slišala. Aha, tisto delo tam sem začela, ne vem, če bom končala. To pomeni, že on ne more reči, da sem pač začela, ker bom umrla in ne bom končala. Pač on indirekt nam pove, da tisto delo je nedokončano in zdaj boste vi. Ali pa me skrbi potem, a boste vsi zdravi, vsi v redu. Ne bo rekel, ko bom jaz zdaj umrl, me skrbi, če boste vi zdravi. In takrat mi moramo biti bolj pozorni, bolj nežni, čist pač spremenjeni, drugačni in biti bolj blizu. Ne zdaj reči, ne skrbite, bom jaz dokončal tiste, res ne skrbite, ni pomembno. To je naša napaka, strani nas kot zdravstveno osebje, tudi strani domačev. Pač lahko rečemo preprosto, res govorimo od izkušnje tako. Prav, če bi imel zdaj moči, kako bi bilo dokončno to delo na vrt, gradbeništvo, vse. Da daš možnost povedati, kaj je želel pacient dokončati pri tej delu. Tako da ne zanikaš, to ne skrbi, to ni v redu. Ali pa kaj želiš, ko bo moj otrok velik, da bi študiral. On potem daš možnost vse povedati, kaj muči. Potem se približamo. Ne bo ne rekel besedo pač smrti, nikoli. Ampak ti pove vse drugače, da lahko mi razumemo, da je zdaj pripravljen govoriti o smrti. Tako da na ta način pač z ovinki se približamo na indirekt način. Samo to je odvisno od nas. Ne moremo tako zanikati, prekinjati in vse. In ko hočemo pač širiti tale pogovor, potem vprašamo bolj direkt, krajšamo vprašanje, ampak z odprtimi vprašanjami. Ne rečemo zdaj res preprosto, pač delim tole izkušnje. A si dobro danes? Tu nič. Odgovor bomo dobili, ja, ne. Tu nič ni. Kako se počutite? A ste spali? Kako je bilo? Damo možnost več, da več delijo tem. Tudi na ta način pač približamo in takrat, ko bolnik čuti, da res se približa smrt, od nas tudi ne potrebuje veliko, ne delo, ne besede, ne nič. Dovolj je, da mi, kako sem omenjala prej, dati čas, dati besedo, en dotik, en nasmeh pač. Veš, koliko je, če mi zdaj, jaz bom rekla, dajte mi en nasmeh, vsi se bomo smejali, je tako in nam nič ne košta. Tistemu pa, ki je bolnik, ali ne zmore več dati, ali pa
ne zna več dati. Tudi to je, da ne zna več. In nam nič ne košta, bolniku pa polepšaš tiste trenutek, ura in pač življenje, kaj pač je ostalo. Beseda kakšenkrat je tudi preveč. In bom delila lik par ur nazaj. Po službi sem hotela iti domov hitro in da se nekaj berem, pridem sem in me kliče telefon. Ja, sestra Antoneta, mislim, da zdaj umira in sem sama doma. Sem rekla, prav pridem takoj. V bistvu je bilo strah oseba, ki skrbi pač doma, da je sama doma in druga umira. Ko sem pa šla tja, sem klicala bolj glasno in se pač odprla oči. Veste kaj, komaj sem razumela, ampak mi je odgovorila tisto, kar največ pomeni. Nimam bolečine, ko sem jo vprašala, če ima bolečine, mi je rekla, da ne, samo skrbi, da jo ne pustimo sama. To pomeni, ona me ni rekla, da zdaj, mogoče zdaj je umrla, ne vemo. Me ni rekla direkt, bom umrla, ampak da me ne pustite. To bolniki takrat, ko pa se približa smrt, bližina, naša bližina, tišina govori več kot milijon besed. Dotik, roko, da dotikaš, to je največja, kaj lahko damo za tega pač pacienta. Ena molitev, če je veren človek, če lahko vprašaš, kaj želiš moliti s tabo, ne bom iskala, ne vem, kakšne molitve dolge in tako in rožne vence, to je muka takrat. Eno vprašanje ali bolj preprosto zahvalimo Boga, na primer spet pač na pamet. Hvala Gospod, da sem preživela noč brez bolečine. Hvala za domače, ki skrbijo zame. Res ne rabimo ne vem kakšne dolge molitve. Mislim, o tistem trenutku govorim. Lahko vprašamo tudi samega bolnika, kaj bi vi želeli moliti ali zahvaliti pač Boga. Ampak vsi takoj na kratke načine, ker ne zmorejo. Tako da dotik, beseda, nekaj čist preprostega, ki nam nič ne košta, ampak za njih je največjo, kaj lahko mi naredimo. Kaj pa po vaših izkušnjah, mogoče gospa Barbara, ali se veliko svojcev odloča in želi, da bolnik umre doma? Ali pa kakšne bojazni jih spremljajo ob tem, ali jim vi mogoče v tem spremljanju namignete, da bi bilo to dobro ali kakorkoli, no? In kaj vse še mogoče tudi, ko sem se pripravljala na to, sem zasledila, da so določene faze umiranja malo predvidljive od tega, kako nehaš jesti in tako naprej, no. A tudi o tem spregovorite, ja. A lahko naredimo eno kratko vajo. Če bi jaz zdaj vas vprašala, kdo od vas bi si želel umreti doma? Če lahko dvignete roke tisti, ki to želite. Okej, večina. In zdaj, če vprašam, da bi vedeli, da boste umirali daljši čas, da se zavedate, da bo to naporno za svojce, a bi začeli že kaj dvomiti pa se premišljati, ali bi še zmeraj imeli to trdno željo, da umrete doma? Še zmeraj. Pa že malo manj, a ne, že dosti manj, a ne? Tako da jaz mislim, da vsaj kar sem jaz imela izkušnje na terenu, so bile od zelo pozitivnih pa malo manj pozitivnih. Ampak ni bilo to povezano toliko niti z diagnozo, niti kakšna je bila pot, to zadnje obdobje, kakor pa kakšne so imeli odnose med sabo. A ne? Če je bila to recimo ena družina, pa ni popolnih družin, da se razumemo. Vsi imamo probleme, vsi se kregamo, vsi imamo 100 napak vsak dan, pa še 100 drug dan. Ampak da so imeli recimo ene take urejene odnose, da so se počutili doma varne, sprejete, spoštovane, ljubljene, da je bila situacija umirjena, da so se pogovarjali. Tle je bilo tako, spotoma, bi lahko rekel, nobene drame.
Potem so pa situacije, ko so, ne vem, odnosi skrhani, ko več let ne govorijo, ko imajo hude zamere. V bistvu po svoje razumemo tudi te, a ne? Ker noben od nas, ko vstopimo, a ne, v eno drugo družino, ne vemo, kakšno prtljago vse imajo odzad. Tako da v bistvu v prvi vrsti ne moramo nekaj naprej sklepati in ne moramo dajati nalepk in ne moramo obsojati. A ne? Tako da se splača, ful dobro je enkrat ali pa večkrat, Sanela Banovič skozi na svojih predavanjih reče, da je dokaj samoumevno, kdo ti bo menil plenice, ko si dojenček. Zelo nesamoumevno pa, kdo ti jih bo na stara leta. Tako da v bistvu to misel je fajn imeti v glavi celo življenje, ne? S tem, kako se obnašamo do svojih otrok, vnukov, a ne? Ker lahko bojo oni tisti, ki bojo izbirali, kod bomo umrli ali pa v kjer dom bomo šli, a ne? Zdaj jaz imam tle ene par sošolk iz faksa za moralno oporo in mi smo se, ko smo bili skupaj po dijaškem domu, zmer hecali, da bomo pol na stara leta šli skupaj v dom za ostarele, a ne. Tako da upam, da bomo dolgo živeli, pa da nam vse dementne, da nam videli, za kva se gre. Tako da res se splača o teh stvareh razmišljati, pa mogoče tudi kdaj pogovarjati. Jaz se spomnim, ko je bil čas korone in je umrla moja teta. To je bilo v času, ko nismo smeli iti na pogreb v drugo občino. In moje dve hčerke sta bile takrat še, ne vem, recimo stare 12 pa 7. In smo se usedli v kuhinji za mizo in smo prižgali eno svečo v tistem cajtu, ko je bil pogreb, in nekaj zmolile. In potem tako, ko je sestra Antoneta prerekla, da nič ne forsiraš pogovorov, ne, je beseda sama nanesla, da je ta starejša hči vprašala: mama, kako bi pa mi, če bi zdaj ti umrla, kako bi pa zdaj to izgledala, ne? Pa jaz rečem, ja, zdaj je, kakor je, ne? So omejitve, ne moramo nekaj na veliko to delati. Sem rekla, če jaz zdaj umrem, me v družinskem krogu pokopljete, ampak ko bo pa ta čas šel mimo, pa prosim, da se dobite gor na našem vikendu in skličete vse ljudi, ki so mi bili blizu, in imate en super piknik na moj račun in se cel dan hecate na moj račun, ne. In potem mi rekla ta mala hči: mama, veš, koliko ljudi to bo cela ohcet. Saj, ker no vse to, a ne. Tako da v bistvu, tako se mi zdi tudi otroci, a ne, da jih preveč hočemo zavijati v vato in jim prikrajšati, da so zraven. A ne, to duhovno spremljanje v bistvu bi fajn, če tudi otrok to doživi, a ne, da je zraven, da ima možnost, ker otroci to čisto drugače dojemajo in razumejo in razbijajo eno napetost, tako da se mi zdi, ne vem, je pol pa isti teti ta mala hčerka rekla: mama, jaz bi šla s tabo. In moja mami, ki je drugače zrihtala pol vasi gor doma, a ne, je bila taka medicinska sestra na terenu, je rekla: pa ja, nož s sabo vzela, a ne. Sem rekla: ne vem, zakaj pa ne, a ne. Pa pravim jaz: veš, samo teta je zelo shujšala, a ne, si ni več podobna. Ti bo lahko neprijetno. Nič hudega, bom pa v dnevni njenemu možu družno delala. A ne, pač otroci to res, dajmo se pogovarjati in si dati priložnost in je pa tako, a ne, tako, ko je vsak od nas različen na pogled, tako je vsak od nas drugače te stvari dojema, doživlja, ima različne izkušnje v življenju in tudi umiral bo vsak na svoj način, a ne. Tako da mi imamo lahko neke zakonitosti, ki naj bi bile približno tako. Na koncu se pa pri vsakmu zgodi čisto nova knjiga, a ne. To je, vsak piše svojo knjigo in nobena ne bo duplikat, a ne, vsaka bo edinstvena. Lahko pa vseeno vam tako na kratko povem,
kako približno to izgleda. A ne. Prvo se nekdo, ki se poslavlja iz tega sveta, oddaljuje od zunanjega sveta, a ne, se začne umikati v svoj svet, rabi bolj tišino, razmišlja, mogoče premleva, kako je bilo v življenju, kva bi še rad, kva bi kjer mu povedal. A ne. Potem se pojavi utrujenost in telesno pešanje, da izgubljaš moč, počasi nehaš jesti in piti, a ne, se uležeš v poslo. Je pa res, da recimo hrana v slovenski kulturi, a ste kdaj na kakšnem obisku, pa da sedite pri prazni mizi? A ne? Jaz sem se zdaj nedavno nazaj odločila, da imam v sredah post kruh pa vodo, kaj bi videli, kva je to. To zdaj vsi samo o tem govorimo. Kva imaš post kruh pa vodo? A ne? Koliko je to... Hrana v naši kulturi je res ful pomembna. Ne? In če človek umira za rakom, ko rečeš, da zdaj pa ne bo več mogel jesti, kako ne bo mogel več jesti? Ja, pol bo pa umrl zaradi lakote. A ne? Tako da v bistvu, ker hrana v slovenski kulturi je ljubezen. Zame je hrana je enako ljubezen. Prideš k babici, ona te ne bo objela, ti ne bo rekla rada te imam, ampak ti bo dala vse od A do Ž, kar ima v hladilniku. Tako da v bistvu, kar rečeš ljudem, zdaj pa ne bo več jedel, ne gasilc hrano, to ful težko sprejmemo, res. To nam težko sede in težko dopoveš. A ne. In tudi se pol vse pohvalijo, ja, sem toliko dobro skuhala, ne, pa vse ni nič pojedel in pol so razočarane. In pol, a ne, težko skriješ ono razočaranje, če si cel dopoldne v kuhinji, pa pojed 2 žlice, a ne. Tako da s to hrano se veliko ukvarjamo. Tako da, če boste imeli kdaj doma bolnika, dajte to vse na majhne porcije, wow, bravo, to pa zdaj pa vse pojedu. A ne prinesti tak talar, pa pojedi 2 žlice, ka se še čisto nič ne pozna, a ne. In potem obupaš pri tistem krožniku polnemu hrane, ko imaš občutek, da je zmer več, a ne, not v krožniku. Tako da potem se začnejo spremembe v zaznavanju in zavesti. Nihaš od budnosti, zaspanosti do zmedenosti. Če je že kdaj bil kdo zraven umirajočega, potem veste, da znajo klicati, najpogosteje kličejo mamo, a ne, pa krilijo z rokami, ali pa se kaj pogovarjajo, ali pa imajo tak izraz na obrazu, da veš, da niso več glih s tabo na tej strani, ampak vidijo že kakšne stvari, ali pa kakšne umirajoče, ali pa se pogovarjajo s kakšnimi, ki so že, ne vem, 20-50 let mrtvi. Potem so pa te telesne spremembe, recimo, ko se upočasni krvni obtok, imajo hladnejšo, bledo kožo, lahko je tudi že malo marmorirana. Pojavlja se neenakomerno dihanje in na koncu lahko, ni pa povsem 100%, se lahko pojavi obsmrtno hropenje, a ne. To pa res čisto na koncu, ene 48 ur pred smrtjo to rečejo. Je najbolj boleče za ušesa od svojcev. Zdaj bolnik sam ne trpi, težko je pa poslušati to, no. Tako da v bistvu, če si na terenu, pa veš, da so svojci pripravljeni biti zraven in je dragoceno, da to slišijo, ker če ne se ustrašiš in kaj bi naredil drugega, kakor klical urgenco, a ne. Ker imaš občutek, da trpi človek, ti mu želiš pomagati in si v strahu in se v paniki odzoveš, a ne. Tako da je fajn biti v stiku svojci, da spremljaš situacijo in da napoveš zmeram en korak naprej, a ne. Ko prideš do določene faze, rečeš, zdaj se pa lahko pričakuje to pa to, če se zgodi, da boste vedeli, zakaj se gre, a ne. Jaz mislim, da je to zelo dragoceno za svojce, da to slišijo, ker ti veliko oporo, no, se mi zdi. A sem vse odgovorila? Ja, hvala. Bi še kdo kaj dopolnil? Lahko. To, da ne silimo umirajočih pit, močimo jim usta in pa hrano, to morate razumeti, da telo usiha. Vsi procesi usihajo in ne rabijo več tizga. Tukaj je treba biti zelo pozoren.
Če sami ne moramo odločiti, moramo vprašati sestro ali pa zdravnika, a ne, ne siliti, res ne. Tudi infuziji se več ne dajo, včasih smo dajali infuzije, zdaj pa ne, ker vemo, da proces se umira in ne rabijo več hrane in vode. To je eno, drugo pa, glejte, kako smo čudni ljudje, pripravljamo se za rojstvo, pripravljamo se za poroko, pripravljamo se za hočemo tisto, pripravljamo in nič ne vemo, a se bo to res zgodilo in kako se bo zgodilo. Edino za smrt vemo, tu je pa sigurna, o njej se pa ne pogovarjamo. Se ne pripravljamo. In to je na ene vrste nesmisel. Duhovna oskrba je najtežja oskrba. In to pa, no, rečemo za Gospoda, mislim, da ne, ampak nasplošno je pa res najtežja oskrba, ker tudi to področje ni prav raziskano in povrh vsega je pa duhovna oskrba odvisna tudi od duhovnosti medicinskega osebja in od duhovnosti pacienta. Ne. Sestra tukaj vam je lepo povedala, kako je treba pristopiti. Samo ona je duhovno močna, a ne, ampak veliko medicinskega osebja ni duhovno močnih in ne vejo kako. To sem hotela reči. Pogovor z mrtvimi, ko vidijo, ko vidijo umirajoči nekoga in se z njim pogovarjajo in krilijo in tako naprej, tega niste rekli, ampak je pa res ne razmišljati, ne govoriti, ne miriti, ne, sej ni res, ni nobenega tukaj, sami smo, ne, sprejmite njegovo razmišljanje. Njegovo razmišljanje in videnje moramo sprejeti, ker potem bomo vzpostavili en kontakt z njim. Če on vidi, mamo jo pač vidi, ne moramo mi zdaj tukaj razkladati, da je ni. Če je, zanj je. In mi tu sprejmimo. Duhovna oskrba. Sem obiskal zdaj v teh 2 mesecih, a malo že prej je bilo, ko me so povabili, da sem šel na obisk umirajočemu. Pa pravijo, žena pa moški je umiral, da tam je lepo sprejeti hčerka, gospod, lahko pridete malo z mano ven na hodnik. Me je nadrla, se ne bo še umrl, sem rekel, nisem prišel, da bo umrl, ampak sem vprašal, če želi prejeti sakramente. No in podobno sem zdaj doživel tudi v tem času, ko sem zdaj hodil, ko so bili svojci zraven, jaz se še ni tako hudo bolan. Jaz sem danes na obisku od sobe do sobe, možnost ima pa prijeti sakramente. In so potem vsi molili in drug dan je mož umrl. In še eno lepo stvar sem doživel tudi pred kratkim. Reče ena žena, gospod, jaz pa nisem verna. Jaz sem rekel, glejte, gospa, ali ste verna ali ne, Bog je, ne? In še nekaj vam lahko povem, da vas ima Bog rad, tudi če ne verujete vanj. Ste prijazen. Se pravi, povedati nekomu, da Bog ni nek tisti policaja, ki je sin koga, ampak je Bog tisti, ki nas ima rad, ki nas spremlja na poti življenja in tudi v večnost. Ja, ta spremljanje dotik, recimo, kar sem prej slišal, mi je zdelo zelo lepo. Imel sem res srečo, da sem mamo spremljal v zadnjih urah v bolnici v Šempetru. Celo noč se mi je zdelo, da me mama kliče, sem zjutraj takoj, ko sem stal, šel do nje in sem držal za roko. Se mi je dejansko v roki ohlajala. V en trenutku sem maknil roko, je roko dvignjena, pa je že ne zavesti. Tako da ta dotik, ta bližina, ta je res nekaj lepega. Poleg tega je pa rekel oče potem, je rekel, samo umreti ste jo dali v bolnico. Tako da včasih vprašanje, ki si je postavila prej, se mi zdi, da bi, če bi zdravniki povedali, da nekdo je na koncu, bi marsikakšen se domači odločili, da bi ostal doma.
ker pa upajo, da bojo lahko v bolnici pomagali, ker lahko, ko doma ne morejo, pa sprejme to, da grejo v bolnico. Oče naš je izrecno rekel, hočem umreti doma in je res to doma umrl, tako da z tega vidika to prepoznam. Včasih so bili domovi, imam pred sabo, ker sem gor z idrskega konca, Marov med Idrijo in spodnjo Idrijo. Tam so šli sami reveži v tisti dom. Spomnim se, ko sem bil kaplan Postojni in se odprl dom v Postojni. Kolikokrat sem slišal bolečino, imam dom, imam družino, pa sem tukaj. Danes je drugačne so razmere, so že čakalne vrste in fajn je, jaz sem tudi malo prijavil za dom, ker je treba dolgo čakati. Tako, ker včasih so strašili s komunizmom, o jaslih, po vrtcih, pa ne vem karkoli, danes je samo po sebi to umevno, čist drugačen stil življenja danes. Imel sem pa eno izkušnjo tako, ko sem bil v bolnici, v petek sem bil operiran, 2 dni sem čakal, tiste srede do petka, in potem v nedeljo popoldne mi je prišel en župljan delati družbo, cel popoldne, ko bi ga najraje nekam poslal. In sem potrpel, sem čakal, da je šel. In vam povem, ta izkušnja je bila tako močna, bolnik, ki je samo dal na znamenje, da je utrujen, da je zamrzel ali karkoli, sem se od takrat naprej vedno zelo hitro poslovil. In še en vidik, ki ga prepoznavam to, pridejo svojci pa sprašuje, kako ti je in kaj je, kdaj bo šel domov, pa ko mu je prišel in karkoli. Jaz kot duhovnik nikoli nisem nobenega vprašal, kaj mu je. Vedel sem približno, v katerem oddelku sem, povabil sem ga za prijem zakramentov, včasih je bil tudi kakšen dotip, kakšen vic, tudi dober. Bog mi je dal en tak talent, da imam rad široka usta, tako da mi celo pravijo, da je lepo biti pri meni pri maši, ker se pri maši smejem. Da eni so strašno resni pred oltarjem. Ma tudi, ko prideš pred ljudmi, ki so bolni, so raj vidijo sproščenega človeka, ne pa da vidiš, da sem na smrt misliš in podobno. In tudi ta tabu, kako otroci so nek način buhvari, da bi prišel kakšen otrok na pogreb. Tudi starost, bolezen je velikokrat od otrok odmaknen. Konec koncev danes, ko so te nuklearne družine, ko živijo stari starši zase, dokjer zmorejo sami, na nek način so odtujeni od tega stika s starimi starši. In najhujša bolečina za stare starše je, če jim otroci pripovejo, da vnuki ne smejo priti k njim in podobno. Jaz se spomnim prizora, kako je en otrok ob drugi stare mame postavil stolček in mamo božal. To mi je tako lepo ostalo v spominu. Fajn se mi je pa zdelo prav za zadnje čase v Vrpolju, ki je umrla 88 let stara žena, pa je želela, da bo doma ležala in se je ustregli. In sem rekel, to je tako lepo, da sem tudi se napovedal, da bom ob 9 prišel, da sem zmolil še z njimi bogoslužje Božje besede, pa rožavenc, tako kot včasih. In tudi potem, kako smo lepo spremljali cerkev, mati, ki je imela 9 otrok, ki je bilo cerkev polno kot za veliko noč, ko sem res začutil, tako umirajo pravični, bi rekel, svetopisemsko. Kako je bil to skoraj velikonočni praznik, tudi takega slovesa. Tako da sem vesel, da živim v župniji, ker je dogodek še smrt in pogreb in podobno. Marsikaj bom še kaj kasneje. Ja, se mi zdi, da se tako lepo pogovarjamo o teh vidikih smrti, da dejansko čutimo, da ni to noben tabu in tudi recimo sama sem doživela, da je umiranje žalostno, ampak da je mnogo lepega in svetega v tem, tako da je lahko ena smrt lepa. Se sliši lahko paradoksalno, ampak resnično, ko to doživiš in se te to dotakne.
Zdaj, glede, da se pogovarjamo o tej temi, pa vseeno ne moremo iti o zakonu, ki se uvaja oziroma upamo, da ne bo sprejet. In bi vprašala dr. Pireško, kako se vi kot zdravniki ali pa tudi zdravstveno osebje širše počutite ob tem zakonu? Da v lepi slovenščini odgovorim, bedno nikakvo. Namreč volivci so samostojni in volivci bodo odločili, a bo zakon sprejet ali ne. To je njihova pravica. In v demokraciji je pravica absolutna volivcev. A ne? Tu smo se že navadili. Samo se pa volivci ne zavedajo, da bodo zafrknili zdravnike. Tega se pa ne zavedajo. Ali pa se. Namreč, naše poslanstvo, niso tu tako izrabljene take bla bla besede, je res zdraviti in pomagati. Tu je naše poslanstvo. In to naše poslanstvo ni od danes, ampak je že par tisoč let nazaj traja. In prav tako 2500 let recimo od Hipokrata, ne? Zato, ker mi še vedno prisegamo imamo Hipokratovo prisego. Ne? Tu vsi. In ena črtica, en stavek, ena misel je tudi ta, da ne bom nikomur dal smrtonosne droge in nikogar nikoli nagovarjal na samomor, a ne, na smrt. To je naša prisega. In tega se držimo, čeprav je bila včasih tudi izrabljena in vsi se spominjamo Druge svetovne vojne in Nemčije. Tako. Zafrknili nas bojo, ja. Ampak tudi sebe, a ne? Ker bo to zaupanje v odnos zdravnik, ki mi pomaga, in jaz bolnik, ki potrebujem pomoč, bo spodkopano. Seveda bo spodkopano. Jaz vem, da bo spodkopano zaupanje zdravnikov do oblasti. Zaradi tega recimo v Švici in Avstriji se je zdravniško društvo distanciralo od teh problemov. A ne? In v Švici je tale bolnica za pomoč pri samomoru zunaj zdravstva, ni v zdravstvu. In ravno tako tudi v Avstriji. V Avstriji imajo drug sistem, da bolniki grejo v lekarno in dobijo neko smrtonosno drogo, je sami dvignejo, sami, lahko tudi nekdo drug gre namesto njih, ne, ma kar tako, sami dvignejo in potem jo imajo doma in samo 10% popije, tistih, ki dvignejo drogo, popije in umre. Samo 10%. A ne? In v Avstriji je pol tudi zdravniški del zunaj tega. Sicer je res, da mora nekdo, nek farmacevt pripraviti drogo. To je pa tudi res, a ne? Veste kaj, ni samo jaz verjamem, da so eni ljudje, ki trpijo, močno trpijo in si neskončno želijo umreti. Jaz verjamem, da je to tako. Samo drugo vprašanje je, če smo mi, ki smo zdravi in ki bi lahko pomagali in pomagamo, stopimo do njih. Ste videli, ko je sestra Antonijeta govorila, kako težko je vzpostaviti, kako moraš biti pozoren, izredno pozoren, da vzpostaviš tisti duhovni nivo okrog bolnika. A ne? To je težko. In tako tudi ti ljudje, ki si želijo evtanazijo ali pa tukaj so tudi finte, samomor s pomočjo
zdravnika, verjamem, da jim je težko, samo drugače je treba do njih pristopiti. In recimo tudi v zakoniku piše, da bolnik svojemu zdravniku pove, da si želi samomor s pomočjo, oziroma v zakoniku piše prostovoljno končanje življenja. Besede samomor ali pa samoubistvo ne uporabljajo, ampak uporabljajo eno tako blago besedo in blago kombinacijo besed, končanje življenja, prostovoljno končanje življenja. In tu me spominja, žal, no, ampak me spominja na nacistično Nemčijo, ko so rekli, namesto pobiti vse Žide, dokončna rešitev židovskega vprašanja. In to je pomenilo eno in isto. In zdaj prostovoljno končanje življenja ni nič drugega kot samomor. Veste, in tukaj je zakonodaja in ti, ki zagovarjajo tole stvar, tako dvolična, zapeljiva. In je kar nekaj stvari takih v zakoniku zapeljivih, ki niso sprejemljive. Kaj ste me vprašali? A bi še kdo drug kakšno problematiko izpostavil? Ko sem bil na prvi župniji, sem imel izkušnjo prav v Lokovcu, kjer je škof Metod Pirik doma bil. 4 pogrebe, ene za vrstim, vsak mesec samomor. In ta zadnjega sem tudi dobil na kljuki obešenega. Sosedi so rekli, da se je nekaj zgodilo, niso povedali kaj, sem kar šel iz gor in sem ga našel. In potem so mi rekli, gospod, še en par jih je takih, pa cel mir. Na tistem pogrebu sem imel tako pridgo, da je bil dolg vsaj ta mir. V eni družini je bil zelo problematičen odnos med starimi in mladimi. In zet je že zagrozil, če še enkrat pride do takega konflikta, da gre od hiše. In je ta stari naredil samomor in so ljudje rekli, da je rešil družino. Se spomnim, otrok pri nauku je rekel, če ne bo šlo, pa na štrik. Bi rekel, govori, ne, čez nekaj let sta oba starša naredila samomor. Kaj hočem s tem povedati? Da je naš narod ob vseh uspehih, ki smo izjemno izpostavljeni karkoli, tudi zelo nagnjeni samomorom. Da nimamo tiste moči za življenje. In jaz vam povem iskreno, čisto vsak samomor bom lažje sprejel, celo opravičil, da se mu je zgodila tema ali da ni videl izhoda kakorkoli, kakor vsako evtanazijo. Pri polni zavesti se boš ti moral odločiti končati življenje. In zdaj bom rekel to, kar sem prej pokazal. In kam? Torej, življenje je sveto, je dar, ki ti je podan, od spočetja do naravne smrti. In dejansko je prekiniti življenje, končati življenje, zločin, ki ga ne moreš niti popraviti. Jaz gledam v tej luči, to je zlo, to je res zlo. Po drugi strani pa pomislim na to, če bi vprašali stare, ali hočejo umreti. Vprašaš bolnika v bolnici, hočeš umreti. Vprašaš te lučke, otroke s posebnimi potrebami, če hočejo umreti. Nobeden si ne želi umreti, vsak hoče živeti. In kdo bo odločal v tem referendumu? Tisti mladi, ki mislijo, da ne gre zanje. Če bi nekdo tako hudo trpel, neko sočutje do tistih, pa zakaj ne bi končal življenje? In te stvari so lahko postanejo zlorabe, tako da sem prebral prav te dni, v Kanadi je vsak 20. umrli evtaniziran. In to je groza. Glejte, spodbujamo k samomoru
in to bi rekel, in kam bo šel, če je cilj večno življenje. Jaz mislim, da za človeka, ki res ne veruje in misli, da je smrt vse konc, bi razumel, da lahko na ta način zaključi svoje življenje. Človek, ki veruje, pa smo prej odkrili tudi ta Hipokratova prisega in podobne stvari, to je naravi človeka. Človek hrepeni po življenju, človek hrepeni po sreči in to življenje ni uresničeno na tej zemeljski poti. Jaz, ko sem dosti hodil po hribih, vedno vidim cilj. In bolj, ko je naporna ta pot, več ko od mene zahteva, bolj to cenim. In nekje bi rekel, tudi to življenje, ki je skozi preizkušnje, ko smo za Svet svete brali, kdo so ti v belih oblačilih, palmovih rokah. Tisti, ki so šli skozi mnoge preizkušnje in so oprali svoje oblačila v jagnjetovi krvi. Edini odrešenik je Jezus Kristus, sem že prej omenil, in dejansko edini cilj življenja je večno življenje. V tem smislu jaz osebno kot kristjan gledam, žal bo pa nekdo drugi odločil o tem, ne pa tisti, ki se ta stvar tiče. Meni je sočutje, namesto da pomagamo, da ljudje umrejo, sočutje, bližina, da lahko živijo. Ker v bistvu to nam te verjeli, da v družinah, kodar je bila napetost in je umirajoče čutil, da svojci ne bojo več dolgo zdržali tega, so pol prav pohteli umreti. Ker tisti, ki so se počutili varne, so lahko še povlekali. Jaz sem že prej omenila mojo teto. Moja teta si ful želela iti v penzion. Zaradi tega, ker je imela še 1001 načrt, kva bo se takrat delala. In ko je šla v penzion, je zbolela za rakom. In prvo so še kar dobro pozdravili, ampak se je ful hitro nazaj ponovili. In ona je tako rada živela, da je živela, dokler ne imela, ne vem, če bi jo stehtali, po moje 35 kil. Jaz sem takrat prvič videla živega okostnaka, ka hod. Praktično ni bilo več nobene mišice na njej, res. Ampak ona je tako rada živela in vam povem, kaj je gor držala. Ona je živela v bloku v dvosobnem stanovanju. Not v stanovanju je imela nabasanih raznih spominkov od vse povsod, partičkov in res nabutano. Ampak v tistem stanovanju je bila ta zadnja 2 meseca kapela, ker so vsi hodili k njej molit rožen venc. Sosede so prihajale, otroci, vnuki in to je v bistvu gor držalo. Ker je čutila, da se ji nikamor ne mudi in je brez hrane, mislim, da ni jedla več kot 2 meseca, pila samo po požirkih, ko se ji zaprl črevo, ampak a vidite, koliko duhovnega je v nas, da v bistvu premagaš svoje telo in te vola drži po koncu. In ta želja po življenju, zato tako, kot je župnik Janez rekel, jaz mislim, da se noben od nas dejansko ne želi umreti. Vsak od nas bi rad živel, pa tudi če ima, ne vem, 120 let. Tako da je pa, sestra, ko težko je biti zraven, pa nič delati. Jaz sem imela eno izkušnje, enkrat pač je bila ena redovnica, 105 let stara in pač je prišel trenutek, da je umrla in glasno je vpila, pomagaj mi živeti, pa 105 let in je želela še naprej. Tako da vsak želi živeti. Je pa res, da je zelo težko nič delati. Ka medicinska sestra, a ste že kdaj doživeli medicinsko sestro, da je prišla v sobo, pa ni vsaj partizgant imela, če že drugega ne? Se spomnim, ena teta je strašno jamrala, da bi rada umrla. In ko je imela 90 let, je pa ta mlada rekla, je vošla, pa da bi čim prej umrla, ma si žleht. Ja, doktor Piraška. Prej ste vprašali, zakaj se bojimo zdravniki, zakaj se bojimo zdravniki tega zakona.
Bojimo se ga nisem povedala, da ne. Bojimo se ga zaradi tega, ker se bo miselnost ljudi spremenila. In bo dopustno, zdaj, ko je v zakonu napisano, da za končanje življenja lahko prosi vsak, ki je star nad 18 let, če neznosno trpi in mu se ne strinja z nobeno terapijo, ki bi mu lahko pomagala. Tukaj je tudi ena finta. A ne? In veste, kaj bo potem ratalo? Eni že kimate. A ne? Se bo spremenila miselnost do te mere, da bo to dopustno postalo zaželjeno. A ne? In starejši in bolni se bojo počutili tako ogrožene zaradi tega, ker niso sposobni vprašati za pomoč pri končanju življenja. Tu bo hudo, a ne? Bo zelo hudo. In zdaj si vi predstavljajte, kakšni pritiski bodo na te hendikepirane ljudi. Tu bodo hudi pritiski. Ma o tem ne bo nihče govoril in nihče pisal. Tako bo. In potem se bo zgodilo, recimo, ena 94-letna gospa živi v domu in je kar pokretna in fajn in tako naprej. In potem bo prišel nekdo in bo rekel, res je čudna ta gospa, da se ji zdi povsem normalno, da prejema pokojnino, da ji plačujemo dom, samo zato, da ona lahko vsak dan igra domino. Mislim, tu je zdaj karikirano, tu ni res, to je tako napisano bilo samo. In na Nizozemskem je prišlo do tega, da se je število samomorov brez pomoči, prav samomorov tistih starih, povečalo za 10%. Tu se pravi, da smrt jemljajo ljudje kot eno od rešitev iz težav. Ne iščejo drugih. In tudi v našem zakoniku piše, tisti, ki bo prosil za družinskega zdravnika, lečečega zdravnika, zdaj lečeči zdravnik je lahko družinski zdravnik, lahko je zdravnik v tej bolnici, taka, kot je Šempeter, ali pa v kliničnem centru. Vsakega lečečega zdravnika lahko vpraša, da lahko vpraša za, bom kar rekla, evtanazijo. Kaj sem pa zdaj hotela povedati? Vpraša za evtanazijo. In potem, ko to vpraša, mora iti na razgovor z lečečim zdravnikom in lečeči zdravnik ga seznani z vsemi oblikami pomoči v takih primerih. Tukaj je finta. Ga seznani. V resnici bi moralo pisati in se tako tudi delati, mu ponudi. Kaj ga seznani? Dobro, se je verjetno že prej vedel, ampak mu mora ponuditi. Recimo tukaj je tudi ena taka pomanjkljivost. In še ena taka huda stvar je, zdaj malo zahajamo vseeno, stvar je, pomoč pri samomoru bo kodirana, bo označena kot zdravstvena pomoč. To se pravi, da bo šla v sklop zdravstvenega zavarovanja in bo brezplačna. Če boste zdravstveno zavarovani, boste lahko mirno vprašali za pomoč pri končanju življenja, ne da bi prav karkoli plačali. Razlog smrti. In samo zdaj je pa tukaj tudi to. Veste, hospic v Ljubljani, ta pa ni v okviru zdravstvenega zavarovanja, ta je samostojna, zunaj zdravstvenega zavarovanja ustanova in mora dobiti precej sponzorskih sredstev, se sponzorira Lekarna Ljubljana, ker njega v hospicu je zastonj, ni treba plačati. Zastopite, tu je pa zunaj zakona tale prostovoljna končano življenje je pa znotraj zakona. In veste, kako bodo lahko tu nadgrajevali, v resnici podgrajevali, slabšali stvari. Če v Kanadi je že ratalo normalno, da brezdomcem ponujajo evtanazijo.
pa jim prav nič ni. Če je postaja že v ospredje stopa že altruistična evtanazija. In veste, kaj je to? Nekdo, tu morate vedeti, nekdo, ki se odloči za evtanazijo, a ne se odloči, preden izvršijo evtanazijo, reče, da bi rad daroval organe za transplantacijo. In zdaj si predstavljajte, pustimo tukaj, sem jaz. In zdaj si predstavljate, tale bolnik, ki si želi evtanazijo, lahko je psihiatrični bolnik, čeprav v našem zakoniku piše, da psihiatrični bolniki ne smejo prositi za tole pomoč pri samomoru. Ampak lahko je tale psihiatrični bolnik, ki je drugače popolnoma zdrav in vsi organi funkcionirajo normalno. In zdaj ga uvedejo v narkozo in v tem mu poberejo vse organe in na koncu se morajo prepričati, da so tudi možgani mrtvi, a ne? Pol ga ne zbudijo, pol ga tam pustijo. In prodaja organov z organi se ne sme trgovati. Tukaj ni nobenega denarja, čeprav vemo, da se trguje, ne? Ampak uradno Eurotransplant ne in mislim, da res ne, a ne? Ampak iz Kanade že prihaja veliko organov. Bi morda želel kdo iz publike kaj vprašati, pokomentirati? Ker mi smo se zdaj tako vneli, da nam šli do 10 domov, če ne obe nič vprašal. Magda, tu pa ne razumem. In včeraj sem poslušala tisti okroglo mizo, ki je bil tudi doktor Keber in se ga direktno vprašali, samo je čudno odgovoril, je rekel, da ne bi pokvarili statistike bolnikov, ki umrejo za raka. Kaj povem? Namreč to poročilo zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, lahko mi verjamete, da tukaj se res usedemo in razmislimo in natančno napišemo. In je en blok, a ne? En blok je, kjer so strani označene, blokac je majhen je, označene in ne moreš ti nič črtati in nič trgati, tako je in tako moraš napisati, razumete, lahko se popravi, samo popravi se s podpisom, a ne? In tam v tistem bloku so 3 črtice in moraš napisati osnovno bolezen, ta prvo napišeš, zaradi česa je bolnik umrl, zaradi česa. Potem bolezen, ki je povzročila to smrt, in potem na koncu je še osnovna bolezen, ki je povzročila obe te dve. A veste, tu je težko pisati, ni tako lahko pisati, a ne? In zdaj na teh mrliških listih, ki bodo isti, ne bo napisan vzrok smrti samomor oziroma prostovoljno končanje življenja, da smo natančni, ne bo to pisalo, ampak bo pisalo, kot da je umrl zaradi svoje osnovne bolezni, zato da se ne bi statistika pokvarila. Ampak potem lečeči zdravnik bo moral pa napisati eno poročilo in ga predati komisiji za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ker bo obstajala neka komisija. Ki jo imenuje predsednik države. Ki jo imenuje predsednik države, ja, to ni tako enostavno. Predsednik države in tale komisija pa hrani potrdilo o končanem življenju samo 5 let, pol ga lahko uniči. Tukaj tudi niso zastopljive stvari, a ne? Lahko nekaj jaz tudi dodam. Prosim. Pač, ko se srečam tako z ljudmi, ko rečejo, da sem jaz za to, vedno so odgovori, kaj smo dogovorili do zdaj, pač ne želim, da oče, mama in to pač trpijo, težko umirajo. Jaz povem iz svoje izkušnje,
Na začetku pač sem pozabila povedati o treme, da sem delala tudi 10 let v našem domu, pač v Mengel za ostarele. In od tam in od intenzive jaz sem veliko sem imela milost, da sem bila zraven, ko so umirali. Ampak do zdaj, ker ne štejem več, koliko jih je bilo, nikoli nisem videla nobenega bolnika, pa človeka, da je umrl težko. In zame, mogoče boste mislili, da sestra ni normalna, največje veselje me je. In danes, ko so me klicali za tisto gospo, jaz sem vozila tako hitro, če bi me dobili policaj, bi me vzeli že dokumente. Ker mi je bilo strah, da bo že umrla in ne bom zraven. Tako da mi je, jaz ne znam niti razložiti in povedati, kakšen milost je, če si zdraven, ko človek umre. In do zdaj nobeden ni težko umiral, vsi umiro. In kakšen milost je, ko duša pač ločijo telo pusti in gre v naročje in gleda obličje stvarnika. Jaz vedno me je sram, ko komu rečem, tako sem srečna in vesela, če sem zraven. Ampak to že zdaj želim in bom verjetno do smrti tudi sama. Ne znam povedati, ne znam moliti takrat, niti amen ne rečem. Ampak en duhovni občutek, da se počutim bolj sveta oseba takrat. In me da veliko razmišljati naprej v svojem življenju, kakšna bom jaz in kdo mogoče bo zraven mene. Tako da ne se bati trpljenje, pač takrat, ko bomo umirali, ker res iz izkušnje govorim, nobeden nisem videla. Prav umirjeni so umrli vsi. Bog že ve, kaj dela, ne. Bomo sprejeli tudi, nas bo spremljal tudi takrat. Poznate tisto zgodbo, kako sta šla skozi puščavo, pa sta pa dve sledi skozi življenje videl. Takrat, ko je pa najhujši, je pa samo ene stopnine so bile. Pa takrat si me zapustil, pravi, ne, takrat sem te nosil, naročil. Tako da resnici lahko prepoznavamo, da Bog nas ima resnici neskončno rad in tudi gremo proti cilju k njemu, nebeško kraljestvo. Ja, lahko kar tukaj zaključimo, a ne? Tako da res iskrena hvala, da ste z nami delili to bogatstvo, ki ga nosite s sabo in ga predajate bolnikom, invalidom in umirajočim in ki ste ga danes delili z nami. Če me dovolite, bi zaključila jaz z eno besedo, ki vedno razmišljam. Življenje je treba dodati dnevom, ko življenju ne moremo več dodati dni. Ja.
z vami. In s tvojim duhom. Vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Amen.